Dobro jutro na veliki petek, na dan, ko praznujemo, mislim, je praznovanje, Kristusovo trpljenje. Ja, intenzivni so časi, aktivno se v ljudeh, v zavesti ljudi dogajajo premiki, predvsem se dogaja nekaj v ljudskih srcih, premik k temu, o čemer je Jezusova zgodba toliko govorila, o čisti, brezpogojni ljubezni in o ranjenosti srca, ki smo ga doživljali skozi svoje življenje, ki so ga naši predniki doživljali skozi stoletja in tisočletja, kar nakazuje pravzaprav ta rana na Jezusu, torej na srčni strani. Torej, ranjenost srca je tisto, kar je človeštvo pripeljalo do tukaj, kjer smo. Marsikdo se je zdaj znašel med tema dvema svetovoma in med svetom tretje dimenzije in svetom srca, torej pete dimenzije, je velika tema. Temu smo nekako rekli 3 dnevi teme, temni dnevi duše, in ti dnevi duše temne se marsikomu dogajajo prav zdaj in vsakmu želim v tem obdobju veliko upanja, zagona, zanosa, moči, da lahko prestopi korak naprej. Veliki petek pravzaprav nakazuje tudi takole. Simbolika velikega petka predstavlja namero in razpoloženja, da se v odpovedi odpremo in postanemo bolj razpoložljivi za Božjo milost in spreobrnenje srca. Ja, sej simbolika je v redu, iako sem tole skopiral iz neke religiozne strani, ne bi želel, da povezujete mene z religijo kot tako, vsekakor pa Biblija prinaša precej, oziroma vsebuje precej koristnih nasvetov za današnji čas in je ta čas bibličen in tudi simbolično smo tukaj, veliki petek, cvetna nedelja, v nedeljo imamo velikonočno oddajo, velika noč pa veliki ponedeljek, glih se to izide na konec marca in začetek aprila in to nekako med temi polnimi lunami. Komad v ozadju se vam zdi mogoče divji, pa ni, ker govori o tem, da se bo duh združil. In ideja je v tem, da se združimo v duhu, ne pa da smo iz duha tako razdeljeni in ker smo razdeljeni, so nad nami lahko vladali. Če nam kdo lahko vlada, je to izključno univerzum, Bog, Ata, vse prisotna ljubezen, ne pa pedofili, morilci, pritlehni uničevalci vsega, kar je. In pravzaprav združitev v duhu je drugi prihod Jezusa Kristusa oziroma širitev zavesti, da v zavesti zrastemo in se odpremo srcu k temu, kar pravzaprav v osnovi smo. Iz tega smo se rodili in to smo. Čista ljubezen, čista zavest in želim, da te praznike kot take jemljete kot priložnost za svoje očiščenje in stopite pogumno skozi pasažo teme v lepši svet, ki vam prinaša najlepše možne stvari, ki si jih sploh nismo mogli v življenju predstavljati. Želim, da v teh dneh naredite tudi kakšne perhe, o simboliki njih pa bomo govorili v nedeljo, v oddaji Nedeljo zjutraj. Držite se, uživajte in srečno!